Ko ljudje opravljamo svoje delo, svoj poklic, smo pogosto prepričani, da vsaj kot posamezniki delamo dobro. Kaj pa naši zavodi? Kako se naša posamezna prizadevanja povezujejo za doseganje skupnih ciljev? Kako dobro nam gre? To je eno temeljnih vprašanj, ki si jih zastavljamo v procesu institucionalne samoevalvacije. Rečemo ji kar samoevalvacija, pri čemer govorimo o procesu, ki se nanaša na cel zavod in ne na vsakega posameznika v njem. Zakaj si tako vprašanje postavljamo? Zato, da opišemo, presodimo in izboljšamo delovanje naše šole ali vrtca. Kdo naj si zastavlja vprašanja v procesu samoevalvacije? Zakonsko je sicer odgovornost za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo naložena ravnatelju oziroma ravnateljici. Toda gotovo je pri razvojnem delu, ki vključuje samoevalvacijo, potrebno sodelovanje vseh strokovnih delavcev. Ravnatelj oziroma ravnateljica, torej vodja, za samoevalvacijo lahko oblikuje poseben tim, ki daje procesu zagon in strukturo. Vsi zaposleni pa v proces prispevajo svoje znanje, opažanja, premisleke in vizije. Za koga to počnemo? V prvi vrsti zase, za svoj kolektiv in z namenom zagotoviti kar najbolj kakovostno vzgojo in izobraževanje tistim, ki so nam zaupani. Pri samoevalvaciji nikakor ne gre za polaganje računov zunanjim opazovalcem, namene discipliniranja, kazanje s prstom ali pripisovanje krivde in podobno. Zakaj torej gre? Gre za sistematično iskanje šibkih in močnih plati našega dela kot kolektiva v varnem okolju, kjer se lahko zaposleni o napakah odkrito pogovarjamo in smo na uspehe iskreno ponosni. V naslednjem koraku pa gre za snovanje iz tega izhajajočih možnih izboljšav, ki bodo prispevale k boljšemu doseganju ciljev, njihovo izvedbo in ponovno preverjanje učinkovitosti uvedenih sprememb. S tem povzročamo, da se naša šola ali vrtec razvija in da profesionalno rastemo vsi zaposleni. Naš zavod ima samoevalvacijo možnost in priložnost, da pojasni in ubesedi svojo zgodbo, ter na ta način s svojimi vsebinami pusti pečat v kontekstu in okolju, v katerem deluje. S samoevalvacijo si torej redno nastavljamo ogledalo, se v ocev poglobimo in v zvezi s spoznanim ukrepamo. Kako to naše ogledalo čim bolje izbrusimo in nastavimo, da daje resnične in relevantne odgovore, pa si poglejte v naslednjih posnetkih o ključnih elementih kakovostne samoevalvacije.